Zame ta ljubezen je iz neba spustila se. Božji sin se je rodil, za večnost me osvobodil. Njemu se priklonimo, kraljeval nam večno bo. Pred začetkom bival je, Jezus sinom ljubljeni, nas odreši oživi, Kristus večni Gospodar. Kraljeval nam večno bo, njemu se poklonimo. Že tolikokrat smo čuli te dogodek, Jezusovo rojstvo. In leto mine in ponovno. In to vzamemo mogoče kot nekaj običajnega, že znamo, o čem se dogaja. Ampak vse to je odvisno od našega odziva. Mogoče se nam zdi, da se zgodba ponavlja, da spaštejemo isto Božjo besedo, ampak vse je odvisno od tega, kako mi to sprejmemo. In jaz sem bolj z deco vajena delati in deca, ja vas pitam, zakaj vi hodite v šolo? Stoko moramo. Jaz sem čakala bolj takšen čeden odgovor, zato ko se ščite navčite. Zakaj hodimo v cerkev? Zakaj idete vi k veronauki? Zakaj štejemo Božjo besedo? Če bi zdaj vas starejše pitala, zakaj pridete v cerkev? Slaviti Boga, ker želimo nekaj novega, ker želimo se nekaj novega tudi navčiti, ampak zato, ker želimo nekaj za svoje življenje napraviti, za svoje duhovna življenja. In
Zato bi danes si resno želim, da če si ne še imel do zdaj časa v tom adventnom času, da je čas pričakovanja, da se resno gnez vzameš čas in ne pustiš, ko ti Božič odide samo za to zgodbo ali s tem dogodkom, ampak dovoliš, da spremeni tvoje razmišljanje, da spremeni tvoje srce, tvoje življenje in da te napolni z radostjo in z veseljem. Malo bi rada, da se spomnite kakšnih veličastnih dogodkov v našem svetu, da je resno tako bum napravilo, da so vsi mediji pisali, vsi časopisi pisali. Sigurno bi se takšnih dogodkov, več takšnih dogodkov spomnili. Sem se zdaj spomnila toga dogodka, da je človeška noga stopila na Luno. Takrat je ta izrek, ker ga je Neil Armstrong povedal takrat, je bil vse povsedi po medijih. On je pravil, to je majhen korak za človeka, a velik skok za človeštvo. Zdaj že dosti ljudi dvomi v to, ko je kdo človeška noga stopila na Luno, ali kakorkoli že to je. S čim to povedati, kako nekaj veličastnega, nekaj za celotno človeštvo. To je bilo izjava leta, izjava, kar se še gnezdi in guči. Ampak znate, mi pa gnez bomo gučali o dogodke, da je Božja noga stopila na zemljo. Da je sam Bog položil svojo nogo v jasle v Betlehem. In to je bil veličasten dogodek. To je bil dogodek človeštva. In to je bil resno največji skok človeštva. In rada bi prebrala nekaj vrstic iz toga veličastnega dogodka. Mi znamo, da je Marija bila po Svetom Duhu spočeta, rodila je sina Jezusa, odrešenika, in da so pastirje bili tudi po noči na paše, je angel stopil k njim in jim je rekel: ne bojte se, glejte, oznanjam vam veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo. Danes se vam je v Davidovem mestu rodil odrešenik, ki je Mesija, Gospod. To piše v Luki 2, 10-11. In tu že vidimo, da pravi veliko veselje za vse ljudstvo. Ne za samo en narod, za vso človeštvo. Danes se vam je v Davidovem mestu rodil odrešenik, Mesija, Gospod. To so veličastna imena našega Jezusa. In to vidimo iz teh besed, da je bil to velik dogodek. Potem, da so modri zagledali zvezdo, so se silno razveselili. Stopili so v hišo in zagledali dete z Marijo, njegovo materjo. Padli so preden in ga počastili. Odprli so svoje zaklade in mu darovali zlata, kadila in mire. Tudi tu vidimo, padli so preden, pred koga spadnemo, pred koga počastimo, velikega kralja. Kralji so ponavadi dobili takšna darila, zlatov, kadilo, miro. Vidimo, da je bil to resno veličasten dogodek. In gnez je vprašanje, ali ga bomo mi sprejeli kot kralja, pred njim pokleknili, ga počastili kot kralja, ali pa bomo samo ponovili to zgodbo, ko se je takrat zgodilo. In ga sem iz tega dogodka nekako 3 razloge našla, pač s čem vam povedati, zakaj se je Jezus rodil na ta svet. Kot prvi razlog, Jezus se je rodil, neko data naprej, na ta svet zato, da bi nam pokazal, da je Bog z nami.
Mi imamo včasih takšno predstavo, da Bog nekje tam v daljavi, v nebesah sedi, nas opazuje, kontrolira, kaže s prstom, ko delamo dobro, ko delamo ne dobro in nas nekako nadzoruje. Ampak, kaj vam moram povedati, da je to mi ne tako. Sam Bog je prišel na svet. Kralj nad kralje, Gospod nad gospode. Jezus je prišel kot kralj, da je hodil po zemlji, je hodil med grešnike, s cestninarje in je ne na njih kazal s prstom, ampak pravo je, naj prvi vrže kamen tiste, ker je brez greha. Torej, Jezus je ta kralj, ker je prišel v koži Boga, je bil poslan na to zemljo. In da se je angel pokazal Jožefe, je pravo, glej, devica bo spočela in rodila sina in imenovali ga bodo Emanuel, kar v prevodu pomeni Bog z nami. Emanuel, Bog z nami. Jezus se je rodil na ta svet zato, ker Bog želi biti z nami. Ne je to nekje v ozadju, pa nas gleda, ko delamo dobro in ne. Ne. Emanuel. On je z nami. Tudi takrat, da si mogoče betežen, on je s tebov. Tudi takrat, da si potlačeni, da si na tleh, on je s tebov. In tudi, draga deca, vam tudi moram povedati, da ste v šoli, pišete test, pa imate občutek, a ne vejte, ampak Bog je z vami. Da ste mogoče betežni, se kaj sterete. Bog je z vami. In da vas kdo obtoži, ko ste krivi, Bog je z vami. Pa ste ne krivi, sem mislila, ne? On je z vami, ker je on to obljubil. Emanuel, Bog z nami. Sporočilo Božiča je torej, Bog je z nami. Zakaj si želi Bog biti z nami? Zato, ker nas ljubi. Tako je. In drugi razlog, Jezus se je rodil na ta svet zato, ker bi pokazal Božjo ljubezen. Jezus je ljubezen. Znamo, da je hodil na zemlji, je hodil, kot sem prej pravila, s cestninarje, s grešnike, da je Samarjanke pravo, ne jo je obsojal, ampak je pravo, od zdaj naprej ne grejši več. Torej, razlog, zakaj se je Jezus rodil v jaslih, je zaradi ljubezni do mene, do tebe. In ena vrstica v Svetem pismu tako mogočno pravi o Jezusovi ljubezni, je malo težje za razumeti, ampak jo bomo prešteli kar celo. Naj Kristus po veri prebiva v vaših srcih, da bi tako ukoreninjeni in utemeljeni v ljubezni mogli z vsemi svetimi doumeti, kolikšna je širokost, dolgost in visočina in globočina, ter spoznati Kristusovo ljubezen, ki presega spoznanje, da bi se izpolnilo do vse Božje polnosti. Torej, kakšna globočina, kakšna širokost, dolgost in visočina ljubezni, Jezusove, Kristusove ljubezni. Tega včasih mi ne moremo prerazumeti. Da to všten mi vedno pride tista pesem na pamet. Sicer je v hrvaščini, jaz sem jo vedno v hrvaščini popevala, mislim, da je vam zdaj tudi prišla na pamet. Ljubav Božja jeste predivna, visoka, ne možeš preko nje, duboka, ne možeš ispod nje, široka, ne možeš oko nje. In njegova ljubezen je tak, nas obdaja, vse okrog, v vse smeri. Tudi če so naše napake,
tako visoke, tako velike, njegova ljubezen presega te naše napake. Če so naše navade tako nizke, njegova ljubezen je še globša in premore vse te naše slabosti. In on ti pravi, ljubim te, ne puščam te samega, dvignem te, ko si najbolj na tleh. In draga deca, tudi vas Bog ljubi. Kot tretji razlog, Jezus se je rodil na ta svet, da bi nam podaril večno življenje. Večkrat smo že čuli, brez božiča, njega vizma, brez vizma, njega božiča. In tudi danes ne moremo mimo toga. Mimo križa, mimo trpljenja, mimo vstajenja našega Jezusa Kristusa. Torej, sam Bog je prišel iz nebeške slave, se ponižal, postal je človek in prebival je med nami. Zaradi naših grehov, brez kakšne njegove krivde je trpel, bil je zaničevan, šel je na križ in tam je umrl. Ampak tretji dan je vstal. Premagal je smrt, daleko mi živimo v večnosti z njim. In današnje sporočilo je, da je Jezus prišel na ta svet, da imava midva večno življenje z njim. Sporočilo angelov Jožefi je bilo naslednje. Rodila bo sina in daj mu ime Jezus, kajti on bo svoje ljudstvo odrešil grehov. Jezus, daj mu ime Jezus. Hebrejsko pomeni Jahve. Judje niti tega imena so se ne drznili izgovoriti. Oni so namesto Jahve vedno pravili Gospod, ker njim je to bilo ime veličastno, častljivo. In so ga niti ne izgovorili. In to ime, Jezus, Jahve, pomeni Bog rešuje, odrešenik. Jezus, rešitelj. Rešitelj od greha, naš zveličar. Torej, njegovo ime izraža Jezusovo nalogo in poslanstvo, za ko je bil poslani na ta svet. In zaradi imena Jezus je nam bilo v preteklosti odpuščeno, zdaj v sedanjosti imamo smisel življenja in v bodočnosti imamo dom v nebesih pri našem Očetu. Zaradi imena Jezus. Deca, ste čuli? Jezus odpušča vaše grehe. Jezus vam daje smisel življenja. Kolikokrat se pitamo, zakaj sem na svete? Sploh ljudje, ker je dosti trpljenja, idejo skozi. Zakaj sem na svete? Zato, ker trpim? Ne, zato, ker ti Jezus v prihodnosti pripravlja prostor, kjer boš z njim prebival v večnosti. Jezus se je rodil v takšnih skromnih okoliščinah, ampak njegovo ime je veličastno. Ime Jezus. Čudovito ime. In znate, nekaj je v tem imenu. To ime nas tolaže. Vsi smo ljudje in znamo, da v življenju pridemo do situacij, da pravimo, ne morem več. Človeško gledano ne morem. Ampak Jezus za tebe skrbi. Jezus te ljubi. In nikoli se te ne odreče. Tudi če dosti mogoče drugih ljudi te je že
odpisalo ali ti je grde besede zgučalo, Jezus nikoli. Zato kliče njegovo ime vsak dan. In nič v tvojem življenju ne more biti tako strašnega, da ti Jezus ne bi odpustil. On ti pravi, ljubim te, takšnega, kakršen si. In s tabo si želim deliti večnost. To je sporočilo Božiča. In to je sporočilo današnjega večera. Kot prvo sem pravila, Jezus je prišel na ta svet zato, ker si želi bližine s tev, želi biti s tev. Zato, ker te ljubi in zato, ker ti pripravlja prostor v večnosti. Odlični razlogi. In ga bi na koncu se rada pomolila, če ti je Gospod naložil na srci, lejko moliš skupaj z mano, lejko uporabljaš iste besede, nič ne da narobe. In s tem želim dati Gospodu slavo in čast. Gospod, ga zvrvljen, da si ti kralj nad kralje, Gospod nad gospode in vrvljen, da si ti prišel na ta svet kot ubogljeno dete, da si šel na križ, ton mrov in čez 3 dni si kurstono. Živiš zato, da lejko on gaz večno življenje. Da gaz lejko on svobodo, mir, radost in vse to zaradi tvojega imena, Jezus. Tvojega čudovitega imena, Jezus. Tako čudovito, polno ljubezni, polno upanja, polno radosti. Ime Jezus. Amen. Čudovito ime imaš, čudovito ime imaš, ime naš Jezus Kristus kralj. Čudovito ime imaš, neprimerljivo je, čudovito ime imaš, ime naš Jezus. Nebesih odmeva ti hvalica slave, si obujen življenje vi. Ti kralj si nad kralji, vreden se slave, tvoje ime najvišje je. Smrt si nadvladal, zaveso pretrgal, premagal moč griha in teme. V nebesih odmeva ti hvalnica slave, si obujen življenje vil. S tabo ne more nihče tekmovati, zdaj in zavedno vladal boš. Ti kralj si nad kralji, vreden se slave, tvoje ime najvišje je. Mogočno ime imaš, mogočno